Že 6. leto zapored vabilo na piknik na isto lokacijo z istim namenom. Tako da danes, če se le da, se izogibamo politiki. Tle, kot zdaj snemamo, smo narisali eno črto, pred črto je politika, za črto je pa sproščeno druženje z Listo Sotočje. Ja, očitno je že pregovorno na naših piknikih vedno lepo. Meni osebno pa pomeni to, neko prijetno druženje, sploh v družbi ljudi, ki nas tekom leta, mogoče povezujejo samo določeni izzivi, včasih tudi problemi. Ponujamo in pripravljamo samo lokalno pridelano hrano. Ne bom jih letos imenoval, ker nismo dobili nobenega sponzorja. Vse smo morali pošteno plačati. Tako da ostajamo pa pri tistem, da je lokalno, medvoško, od naših ljudi v naša usta sigurno najboljše. Tradicija je pač taka, da se povabijo od občinske uprave do celotnega trenutnega občinskega sestave občinskega sveta, pa vse naše, se pravi, simpatizerje in pripadnike pač naše liste. Ko rečete vse, torej cel občinski svet. Ja, drži, cel občinski svet. In imate potem že kakšne izkušnje, kdo se običajno odzove temu povabilu? Ja, bom rekla, da mogoče se odzovejo tisti, s katerimi se več družimo. Včasih pač tudi kdo preseneti. Pa najprej o tem, kdo je gostitelj. Prvič so piknik na tej lokaciji organizirali člani nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode, ki je od nekdaj veljala za županovo listo, listo Stanislava Žagarja. Ker pa so svetniki te liste v prejšnjem mandatu brez težav sodelovali z aktualnim županom Nejcem Smoletom, jim na zadnjih volitvah ni bilo dano kandidirati na tej listi, zato so oblikovali nestrankarsko listo Sotočje. V imenu nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode sta v občinski svet prišla novinca Mateja Kuhar-Bizjak in Tomaž Kuralt, v imenu nestrankarske liste Sotočje pa novinka Ines Iskra in iz stare zasedbe Stanislav Ulanec. In mi še zmeraj smo istega mišljenja, da moramo volivcem ustreči tisto, kar smo jim obljubljali, in na tem še zmeraj delamo. Ste med tistimi, ki največ pobud in vprašanj krajanov pripeljete v občinski svet oziroma na sejo občinskega sveta? Se na vas krajani obračajo? Zanimivo vprašanje. Na zadnji seji, ko mogoče večina krajanov, ko imajo kabelsko televizijo, so to gledali, iz strani župana Nejca Smoleta sem bil mogoče malo upozorjen, da mi bo besedo vzel, da sem populist. Ne, mene so ljudje volili, našo stranko so ljudje podpirali in jaz moram njihove želje, res da so včasih prevelike želje, ampak vsaj izraziti jih pa moram in zato jaz nisem populist. Spomnimo, na zadnji seji občinskega sveta je predstavil peticijo krajevne skupnosti Senica oziroma naselja Ladja in njihovo željo po komunalni in prometni infrastrukturi, po mnenju Ulanca upravičeno. Brez sedeža v sejni sobi pa sta ostala vidna predstavnika iz prejšnjega mandata, Katarina Galof in Sašo Šulc. Predvsem slednji je kritičen do dogajanja v občinskem svetu in obžaluje, da njihova lista nima več predstavnikov v njem. Imamo svoje ljudi v občinskem svetu, imamo svoje ljudi tudi v drugih organih občine, vendar se vidi, da je lista Nejca Smoleta v večini, kar seveda mi spoštujemo, skušamo jim pomagati na vse načine, skušamo jim kritično svetovati, vendar pa moram reči, da nismo zmeraj najbolj uspešni pri tem. Sploh se mi zdi, da v zadnjem času v občinskem svetu ni veliko razpravljavcev, ki bi konkretne probleme znali pravilno izraziti, ker problemi so. Se mi zdi, da je zelo odvisno, kdo res sedi v občinskem svetu in pač kakšna so njegova prepričanja. Ne samo kakšna so prepričanja političnih strank ali pa list, ampak tudi se mi zdi, da je zelo veliko odvisno, kakšne so te osebnosti kot osebe. Oba pa sta dejavna na nivoju krajevnih skupnosti. Galofova kot predsednica krajevne skupnosti Preska Žlebe, Šulc pa kot član sveta krajevne skupnosti Pirniče. Ne moram reči, da v bistvu samo seja prinese k dobrobit kraju. Mislim, da so tudi druge stvari, kjer si lahko dejaven. Tako da mislim, da se da tudi izven občinskega sveta z dobro voljo veliko narediti. Vem pa, da bi, če bi bil v občinskem svetu, verjetno večkrat zaprosil za besedo in povedal kakšno stvar tudi bolj po svoje.
Vabilu na druženje sta se poleg posameznih svetnikov odzvala tudi župan Nejc Smole, podžupan Ivo Rep in tako kot običajno tudi član občinskega sveta Leon Marjasec, ki je marca v poslanskih klopeh zamenjal Anžeta Logarja. Tukaj je nekje narisana črta, na eni strani je politika, na drugi strani je ni več. Vi pridete s kakšnim namenom? Prijateljski odnosi, vsi delamo tukaj smo svetniki, delamo za občino Medvode, za občinske ljudi, da bomo vsi skupaj kaj od tega. Pa bom vprašala, so vam že kaj namignili sedaj, ko ste v poslanskih klopeh, kaj bi bilo dobro narediti tudi tam za občino Medvode? Tukaj je črta narisana, nič politike, ampak ne, niso mi nič namignili, tako da danes smo čisto sproščeni in mogoče bo kdaj drugič ta tema. Pa če vas vprašam, kako se dobro počutite v poslanskih klopeh? Ja, sprejeli so me pozitivno, kot eni, kot drugi, tako da nimam slabih izkušenj. Ste si predstavljali, da je poslansko delo tako, kot je v tem trenutku? Ne, niti slučajno, je zahtevno, je odgovorno, vse delamo za vse državljane. Marjasec je član kar 4 odborov državnega zbora, odbora za zadeve Evropske unije, odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.